For my darling, I love you, and I always will. Ljubi, ti si pa res toliko pozoren. Pa jaz sem čisto pozabila, da imava danes obletnico. Ti pa šampanček, pa tortica, čokoladna, veš, da imam najrajš. Res lepo tebe. Res si moj ljubi. Ljubi, a ti to resno? Se nič. Ljubi, ljubček. Sigurno so se nekaj zmotili. Ljubi, pa nič ne govor, koliko je krasen. Ta pa je bil drag, a ne da je bil? Ljubi, pa ti si genij. Muček moj, muček, riba moja, piščanček moj, joj, tortica je še boljša. No, povej, ljubi, kdaj bova določila datum, Jezus Marija. Čokolada, jaz sem tvoja čokolada. A misliš ti še dolg ali pokličemo svihca, da ti končno zavije ta vrat? Če smo pa v čokoladnici. Ja, zdaj sta v tovarnici čokolade, leto, kakšne dobro. Škoda, ker ni Čarlijevi tovarnici. V čokoladnici Rustika, kjer bova spoznala še enega mojstra. Ampak najprej bomo malo pokušali čokoladne umetnine. Zdravo. Živo. Živjo. Gorazd. Zdravo, Gorazd. Živjo. Čau. No, to je Gorazd Potočnik. Pravzaprav ga zelo težko predstavim, ker sploh ne vem, kako se prav reče, Gorazd, to, kar ti počneš. Kako se reče temu poklicu? Francozi rečejo temu čokolatije. Pri nas tega izraza nimamo. Čokoladar. Ne vem. Si bi treba še zmisliti. Dodelati. Si pa tudi mojster Gorazd, ti ene par teh čudovitih pravnino. Nam boš dal kaj za poskusiti? Vam dam pralino z žafranom. Ta je posebna. Dobro. Izvoli. Z zlatim prahom. Z zlatim prahom, tako je, ker žafran je drag. Kot da bi jedla veliko banano čokolado. Odlično. Kaj praviš? Jedem, koliko narediš to? To me zanima. To je malo. Samo delo slaščičarjem omogoča veliko zanimivosti, atraktivnosti, inovativnosti. Predvsem na evropskem nivoju potekajo številna tekmovanja, kjer slaščičarji lahko pokažejo svoje izdelke, ki so velikokrat res že kar prave umetnine. Tukaj temperiramo čokolado. Jo napolnimo v model. Odvečno čokolado odstranimo. Potresemo, da grejo zračni mehurčki ven. Obrnemo. Spet mora odvečna čokolada pač odteči, da je prostor za filo v pralini. Odrežemo in ohladimo. To je prvi del. Se pravi, sračke v žargonu so narejene. Potem, ko imamo ohlajene, ko se čokolada ohladi in kristalizira, to vemo takrat, kada se čokolada lepo odstopi od modela, ker se skrči pri samem ustrojevanju, pri kristalizaciji. Takrat čokolado nafilamo s filo. Ta osnova je, se pravi, smetana, bela čokolada, vanilija v strokih, prava bourbonska vanilija, vse prostore, da je brez zraka, kakorkoli.
spet potresemo in damo hladiti. No, potem, ko se fila ohladi in strdi, nanesemo tanko plast čokolade. Odstranimo višek čokolade in damo hladiti. Hladimo spet čez noč, naslednji dan vzamemo ven ohlajene in pa lepo kristalizirane praline. Ker se čokolada krči, pri sami kristalizaciji lepo odstopi samo ven z modela. Damo jih še v štanjol papir in ponudimo. Zdaj brez štanjol papirja ponudim vama, direkt prave prve. Hvala. Sveže žemljice.